V glavnem ste čuli, da ti po Ljubljani si odrežal tiča in je izkrvavel. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšim podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe bili. Danes z vami v 100. epizodi. Danes z vami Rimanič, Jure, koga imamo danes na naši desni? Danes imamo z nami naše čudoviti dve primorki, Aljo in Bili, ali tako poznani, Chicas in Meksiko. Dober dan, kako Dober ste, pupe? dan, fanta. Super, ste poklicali originalen cast and crew za to lepo obletno epizodo. Tako je, Tim žal ni mogel priti danes z nami, ker ima otvoritev enega kfiča restauracije, tako da Tim v srcu z nami. Pogrešamo te. Pupe, ko ste? Mi smo fino. Dobro. Ko ste preživeli teden? Bili je malo slabše, tako da prepustim mikrofon najprej. Bili, zakaj si slabše? To, ker sem bila sama na svoj resni dan. Zakaj si bila sama na svoj rešni dan? Vsi so imeli neke opravke. Čeprav, kaj res prav sama si bila. Zjutraj sem pač delala, smo snemali v Šparu, ne? In to je bilo fino. In pol sem prišla domov in sem bila, joj, kaj pa zdaj nimam kaj početi. In sem spomnila, da je Lara v Ljubljani. In pol smo šli pač ob enih na kosilo, ampak pol sem bila prepuščena sama sebi. Ampak to je bilo ob enih. V mojega resnega dneva je bilo tega še 11 ur, razumeš? In kaj nobenega kolega, kolegice, sajt, tipi, malo buti kol? Nisi bila sama na resni dan, ali naslednji dan, ko si imela resni dan, kdaj si bila sama? En dan prej? Včeraj bi moj resni dan. Včeraj bi to Za razumela. kosilo sem šla še z Laro in pol sem bila sama. In pol, ker sem se počutila tako osamljeno, sem bila v Ljubljani, da sem se odločila, pač ne vem, nobenega ni bilo in sem se odločila, da se bom odpeljala vsaj nazaj domov, ker moja mama je trenutno nekje na dopustu. Mislim, To redi staršev ni bilo. za 2 dni in moj oče je bil doma, tako da sem bila vsaj... So rekli, gremo, da ne radimo prosto. Rekla, Bili moraš na novo, ne dopusta. Ja, so se zmenili, ne vem, že par mesecev prej in še rekla Pametno. je... Vse vejo, da Še imaš rekla resni je, dan. da... Si te naredila. Ja, še rekla je, da pač lahko se zmenijo tako, da grejo v soboto, ne, ampak pol sem mislila, da bom ostala v Ljubljani in sem rekla, ne, lahko greš v petek, ne, je hotela biti mano včeraj, ko bi moj resni dan, na petek, in pol sem rekla, ne, lahko greš v petek, ki bom v Ljubljani, in pol sem se pa zadnjo sekundo odločila, da grem domov, ker nisem hotela biti sama in sem se odpeljala tako ob 4-5 popoldan domov, tako da sem bila vsaj doma z začetom. Kaj pa In so me tvoj... doma pričakale rožice. In vsem tem je meni zamerila, da nisem bila z njo, razumeš? Zakaj nisi bila z njo? Zato, ker sem bila brez avta v Ljubljani in moja mama je prišla gor v četrtek in sem rekla, v redu izkoristim, da grem pač dol z njo. In včeraj zvečer sem imela večerjo za eno drugo kolegico, ki je imela resni dan, ki nas je namreč povabila že 2 tedna nazaj. Ampak to je bilo zvečer. Ja pa sej, bi me ti peljala dol? Ja, dejansko bi te lahko. No, hočemo, da ste še prijateljce. Ne, pač bolje to, ki sem bila osamljena na moj resni dan, to me je najbolj tako. Čeprav bi mogla se vzeti tako, da se pač sama malo s sabo. Tako zabavaš. Ja, saj sem hotla, prvo sem uredila naš nov podcast, čeknite, Chicas podcast, je 3. sezona. In pol pač vmes, ko sem urejala, to sem čisto pozabila sploh, da imam rojstni dan. Mi smo še na prvih. No, in sem čisto pozabila, da imam rojstni dan in pol mi je čestitala od Alje sestrične, sem bila, ja, rojstni dan imam. In pol sem še bolj zadeprirala. Tako da, ja, no, Te je okej. klical Jure. Ne, mi je pisal. Jaz sem te klical. Samo Ja, ampak to. tebi sem rekla, da me Boljši moraš kolega. klicati. In sem te Jaz sem bila klical. prvi klic. Jure, ko si ti preživel? Jaz sem pač bolan bil zadnja 2 tedna. On and off. Prvo sem imel vneto uho, pol sem bil vseh živih zdravnik, nisem ajde pretiraval, ne, pač bil sem na antibiotik, pa sem imel antibiotik, sem postal, da sem ta teden bil boljši, ampak ponedeljek sem bil spet ful slabo in sem bil celo na bolniški in pol sem v petek spet začel delati, no, tako da... Boljše? Zdaj sem ko nov, ampak sem pa bil res slab. Žurkica. Ampak veste, da zdaj je pač dejansko bilo ful neko napetost v ozračju od nekega vesolja, neki planeti, ne vem kaj točno. Retrogradno spet. Ne, kaj? to ne, nekaj drugega in da kao ta vikend, mislim, ali začetek tega vikenda, v bistvu petek, sobota, ne bi bili ful vrhunec in da pol zdaj se bojo stvari polegle. Super, lepo, to upam, da bo pomagalo malo. Jaz vseeno, tako. tudi. Ker sem cela našpičena že cel teden in še to dodam, mogoče kdo relejta, jaz in ena kolegica imamo pregovor, da če na rojstni dan nisi jokal, nisi imel rojstni dan. Razloži.
Pač ne vem, po moje je bolj Od izhaja... sreče se strinjam. Ne, pač bolj izhaja iz tega, da za svoj rojstni dan si ponavadi veš, daš neka pričakovanja, bo to, bo uno in pol pa se nič ne zgodi, ker ali si nič ne splaniraš, to je drugo, ali ne vem, kaj gre narobe ali neki in pol pač vedno imaš ta zadaj pričakovanja v glavi, da bo ful se nekaj dogajalo, ker je tvoj rojstni dan, pač ti si se rodil na un dan. Je še milijon drugih. Ja. No, Ne, ti. in pol nekako si razočaran, ampak se je zgodilo mogoče to, kar si imel plan, ampak še vseeno si nekako razočaran in pa si jokaš. Po mojem letu si bilo pri tebi drugače, zato ker zdaj 2 leti si ful praznovala cele tedne in mesece in letos Ti si prvič prav nisi. imela tako party Ne, mesec. lani sem prvič v življenju praznovala pač res rojstni dan cel teden in da mi je dejansko uspelo tipo nekaj izpeljati in neko žurko narediti. Predtem jaz nisem nikoli zaprav praznovala, odkar sem bila stara 12. Zato, ker mi je vedno šlo na živce, ker se mi je zdelo vedno ta pričakovanja, da nekaj dobrega bo, pa sem se jokala, pa sem rekla, zajebi ta praznovanja in pač nisem nikoli zares praznovala kot lani. Pa mislim, veš, kaj si moraš vzeti rojstni dan? Nisem tudi praznoval. 23, kjer ste Ja, člani. jaz in Dimanič imamo isti teden rojstni dan. Jow. Kjer datum imaš? 26. In ti 29. V glavnem, jaz sem pa edino hotel z moj rojstni dan, da prije moja punca, mi je dala full daril. Kira je prišla. Je kakšnega Ena in edina. personalizirala? Ja, sem Ja. dobil full takih, enega je full. V glavnem One Piece najjači anime, v glavnem je najela enega, da naredi karikaturo mene v unem stilu od animeja in okvirila fuljako, tako da je personalizirala Se je darilo. naučila od najboljšega The master. personalizatorja daril. Personalizator. Ne, dejansko sem dobil eno hudo knjigo, ki notri napišeš tako full osebnih stvari, ne vem, kdo si, kaj si, tipo prvi poljub, prvo ne vem kaj vse, in fora te knjige, da pol to zažgeš. Ja. The Burn Book. Ne vem kaj, Ja, zanimivo ful. poznam. Tipo, kao, tu je za nič, kaj tu je, da daješ notri čingume. Tisto je bil Read This Journal. A ja, točno. Ja, Ja, ne. obstaja tu en, ja, veliko jih obstaja. No, v glavnem zanimiv koncept in jaz, na primer, bil, ki ti praviš, si sam, ne veš kaj, ko praznovati, sem tudi študiral, kaj da praznujem ali da ne praznujem in bolj mi veš kaj. Zdaj, trenutno rabim mir in tišino, zato sem jaz in moja lepo šli na piknik, sem jo presenetil z enim dejtom. In zdaj sem bil zelo cute in romantičen in Pinterest, tako da fuck off si, sem nabavil Teddyju platna, watercolor z markerje in smo ga ustvarjali pičke. To sem jaz predlagala za double date, to je fuljaka ideja. Tipo, da mogoče malo spiješ, malo... Goofy, ah, dejti. In greš Lepo prosim. pleskat. Ti. In to smo delali tako celo popoldne in ležali na višti. To se mi zdi, ko Član. veš, ki vidiš tipo, Vibe. na Instagramu, ne vidiš te pare perfektne, ki neki rišejo si en drugemu, ampak to v realnosti se mi zdi kar lej. Joj. Ne, to je bilo ful dobro, moja je narisala nekaj pametnega, moja umetnina sem jaz vrgel smeti, ko je bilo slabo. Tako, cel dan smo bili na višti in čilali in nič delali. Veš, kaj bi lahko delali Vibe. vse v tem času, stari. Vibe. Nisem mogel, vidiš, že za rojstni dan sem rekel, ne bom praznoval. tako Ma lej, da če ti tebi easy. super, Ne, Tako da sem dobil, ker sem hotel. Okay. super. Shoutout moja dobra punca. V glavnem, mi smo prejšnje tedne bili tudi na eni žurkici od Barberjana. Se rekel, lik, da tle delim z gosti. Ima enega novega vajenca, že pol leta ga uvaja in tega vajenca je dobil zaradi našega podcasta. Tako da shoutout meni, da je Markus kliče, sorry, če sem zamešal. Je tip drugi letnik na faksu iz Srbije in je rabo en podcast, da se nauči slovensko. Malo, malo napačno si je to Veš, izbral. da nam en Mehičan piše, da se uči iz našega podcasta slovensko? Smo ga Jako. spoznali na džunglinem, ne od dana odprtih vrat, ampak neki vibe žurki. Res? Hudo. Ja, in si je prišel in se je predstavil in je rekel, da zaradi nas se je kao nauči slovensko, tako da šel da od Pedro. Mislim, meni, Ja, meni se je, fulkrat nam je pisal in tako tudi za priporočila. O, In zdaj nam je jako. na zadnje pisal, da nas bo on peljal jesti mehiško hrano, ta pravo, ko pride nazaj. v Hudo. Ljubljano. meni je smešno, da se uči kaj slovenščine na našem podcastu, Matej. Ja, Od tebe. Ampak pazi to, ti ful dobro govori. To je čudež. Pač Tako da fuljako. pogovorne Fuljako. slovenščine med mladimi se najbolj tako naučiš, zato ker kaj, v šoli boš, dober dan, danes smo tukaj, ker bomo počeli risanke. In mi Da tle, je bila taka šolska, danes bomo počeli risanke. prav. vidiš, slovenščina našega podcasta. Ne pač mi tle promoviramo najjačega barberja na obali, Barberjan, in je šel k njemu, ker je slišal, da je najjači barber in zdaj bo začel delati pri njemu. Tako da,
Že ki smo pri barberju, ne? Jure nima več muleta. Ola, kaj je to, Jure? Ola, pokaži malček, ola. Ne vem, jaz sem se odločil, da je čas, da zamenjam. Meni je bil jači mulet, ampak Ne, mogoče meni je ti ful so mi- lepši tako, lepo so mi prosim. všeč mulet boys. Ma zdaj si tak mladosten. Pa kdaj si imela ti fanta z muletom? Noben nikoli, ker se Veš kaj? noben ne striže na mulet. Če imaš mulet, si tak krasti. Ne, To ni je bil res. všeč. Jaz nisem bil krasti. Z zobotrebcem v ustih, s kavbojskim ključkom, country boy. Čeprav, Howdy, Howdy, Billy. partner. niso bolj tipo Avstralci mulet boy. Pedi v Avstralijo, tam je vsi mulet boy. Res? Ja. Mogoče pa grem tetico obiskat. Ko vsi imajo teto v Avstraliji. Ja, Jo, jaz tudi imam tudi ene sorodnike, ja. V glavnem, danes praznujemo 100. epizodo podcasta. Jure, kaj se naučil na tem podcastu? Kaj ti je dal ta podcast? Nekaj, kar nisi pričakoval, ne vem, kaj je najbolj taka bizarna stvar. Mora biti bizarna? Ne vem, bilo kaj, poleg milijon pusja, ki si dobil. Ne, nisem. Zgubo enega, dobo mnogo. Kar meni je dal ta podcast, je to, da sem spoznal res dosti novih ljudi. Zaradi tega podcasta sem naredil tudi dosti kvalitetnih prijateljstev in tudi takih prijateljstev, ki bi rad vzdrževal še v prihodnost. s katerimi lahko greš žurat. Ma ja, karkoli početi. Lahko žurati ali pa skupaj iti na eno potovanje ali kaj takega, tako pač ali kakorkoli. Člani, za reči. Tako, pol mi je tudi dalo to, da mislim, biti je journey, tako da vem, da se bom še stvari naučil, ampak je pa ful zanimivo mogoče, da čez nekaj let bom lahko naredil neko refleksijo, da vidim, kako sem se spremenil v teh letih. Ker vsak teden sem v bistvu naredil check-in, kakšen sem, kakšen nisem. To je nek In, dnevnik. Je v bistvu je tedenski. dnevnik, tako da jaz tudi razmišljam, da okay, če bom umrl nenadne smrti, bojo imeli ljudje, ki so imeli radi možnost poslušati, če bojo hoteli. Veš, kaj je hudo, da besedno mi na stara leta bomo imeli tako nekaj Ja, pa po mojem to bomo jokali. Le ko smo bili mladi. Ne, leko smo bili neumni. Ne, mladi. Ja, ma neumni bomo še bili, daj. Greste pogledaj za nazaj vaše Ne. podcaste? Jaz grem pogledati vsake toliko naše prve, da vidim, Ja, kaj saj se je to. spremenilo, tako za vibe in to. Jaz sem že z našo prejšnjo sezono poslušala, ki se je zaključila marca ali februarja in že tisto sem cringeala, tako da. Meni je bilo ful čudno gledati, ko smo bili vsi malo stif. Zato, smo ker bili jaz in tako- Bili začnemo vsako Ja. epizodo, smo nazaj, zdaj bomo res vsak teden objavljali, to je zdaj naše obdobje, tako začnemo. Pa to vsako je, evo, to je epizodo. vaš intro. To je naš intro. Vaš podcast je tako, 3 epizode, nova sezona. Meni so doriva, jaz poslušam vaše podcaste, ki je ono dobro, ker tudi sem dosti krat tam, vem, kaj se dogaja. Hočem samo slišati vašo verzijo, ki je clean verzija, ker pač ponavadi je še malo bolj pokvarjeno vse skupaj. Ni res. V redu, Pač, moramo jaz sem- paziti malo, kaj Jaz se spomnim, ko sem videl ta prizor, ko ste govorili, ko ste tekle. Jaz sem vas videl, ko so tekle z Jaz sem vas ritkami, videl. z ritkami zunaj. Če hočete vedeti, zakaj smo tekle nage po Portorožu, poslušajte nas podcast, čikas. Drugače, kaj je odgovor, zakaj? To jaz nisem dobil odgovor, zakaj. Alkohol. Ja. Alkohol. Ker smo še nagi na Wibit, oziroma pač v vodo Ne smo. povedati, ti tudi ne znaš biti promoter, vse poveš. Ali ima tako velika usta? Ne samo usta. Kaj pa Matej? Mislim, jaz moram tle biti zelo odkrit. Najjači del To tega je, podcasta, če poleg tega, da je postal number one v Sloveniji, je to, da mi je dal Pač, punco. mislim, da ni number one. Je number one, tišina in vedno bo bil. Moja pupa je videla klip na TikToku o Božičku, ki se je manjal našo prvo sovoditeljco, se je nekaj sprdal in je rekla, fakt, je lušen. In mi je šla pisati in zdaj smo že več kot 1 leto skupaj. Tako da. V glavnem ne, kot si tudi ti, že Jura rekel, tako spoznali smo ful zanimivih ljudi, ki rečeš nikoli v lifeu jih ne bi spoznal. Ne bom pozabil, kako nam je bil bizaren feeling, ko jaz sem ti tako postavila podcast in fuck, si misliš, da imamo tako nekega murkota na podcastu. In pol en dan gledamo tle murkota v studiu, se pogovarjamo z njim, ga peljemo na večerjo. Na začetku, Ja, kaj ful ne? zgodaj. Ja, sej to. In ta progres, ko gledaš, zareč kakšne zvezdnike, kakšne ljudi počasi vlačiš sem in koga vse spoznaš zaradi podcasta, to je tako ful. Čeprav, bizarno, ful da vam hudo. biti realni, mi dva na začetku smo tudi full več se ukvarjali s tem, da vabimo goste. Zdaj smo se malo vlenili. Ja, mislim, mi smo vedno imeli naš koncept, povabimo gosta, ko se spomnimo, Če. ampak zdaj bomo bolj redno povabili Vabli? gosta, zdaj bomo bolj redno vabili goste. Tako da ja, ne vem, vam? Meni je ful zanimivo, kako smo mi postali tako pač prijatelji od
enega leta nazaj, ko smo prišli sem na podcast. Lepo, da nas še vabite. In ful mi je bilo zanimivo, da pač nas niste hoteli povabiti do letos poleti, ko ste ugotovili, Ma niste bile popping, niste bile popping. Okay, v redu. Ne, jaz sem gledala, preden smo prišli, kakšen vaš podcast in ga pogledam tudi zdaj vsake toliko. In res mi je všeč, kako pač napredujete, evolvate, da vedno bolj se probate poglobiti v neke bolj zanimive teme, da ni več samo zafrkancija. Mi je všeč, da se pač trudite, da res vsak teden objavite, ajde, mogoče vsake toliko fali za en dan. Ne, ampak, vsak teden je objavljeno. Ampak fali za en dan, ni vedno to rekel. Ampak vsaka čas, ker probamo zbili to delati in nam redko uspe in vi ste še 2 plus vedno 3 za se uskladiti. Kar ne vem, ko vam vrata. Goste mi dve govorimo, da bomo povabili že 2 leti in še vedno jih nismo. Že 3. sezona. Nehaš negativnost, mislim, naše slabosti. Koga bi pa povabili verjetno bi povabili punco, sklepam, neko spicy punco, verjetno. Pač po mojem bi povabili najprej te naše prijatelje, ki smo jih spoznali v sklopu dela kot vplivnice. Njih smo imeli najprej v mislih, pol pa bi razmišljali. Kako je bilo vam biti gostle na prvi naši? Zabavno. Tako zdaj lahko poveste iz perspektive gosta, kako je biti tle. Tolikokrat smo že bile tle, da sploh se ne spomnim, kako je bilo prvič. Pač mogoče malo awkward, nismo čisto znale govoriti, nismo vedeli, kako se... Ti še zdaj ne znaš. Okay. In jaz tudi. Libra. Aha. Jaz mislim, da biti realni, mislim, da bi se lahko še bolj evolvali. Jaz mislim, mogoče iskreno. ste v prvem letu več delali na tem, kot zdaj v drugem. Ne veš kaj, je že vlaufano. Ja. Ampak tako pač, da ste ostali v neki konstanti in da rabite nekaj, kar vas bo prebilo, da bo spet... Danes jaz sem bil zdaj na delavnici komedije pri enem Američanu. Jaz sem kupil njegovo knjigo, njegova knjiga je bila prva knjiga, ki sem jo kupil v komediji za film, pisanje in to. In je ful lep, ko danes povedal, je rekel, naprimer zdaj, ne vem, evo podcast, ne kot zdaj, bilo kakšna taka stvar, ki moraš ti izproducirati, nekomu dati. Če ti lahko narediš v enem dnevu, to ne pomeni, da je manj vredna, kot naprimer, ne vem, zdaj zareč vi, ki ga moraš delati 3 dni. Ne? Za tem našim enim dnevom, ko je deliverano, je za tem 5 let izkušen. In če 5 let izkušen ne bi bilo, ta en dan ne bi mogel obstajati. Tako da, ful lepo je povedati, da tako nek produkt ne misli, da je manj vreden, če ga lahko ti svojim znanjem zelo hitro narediš. No, to me je ful tako hitro in je uno, dejansko se začneš pol lahko malo bolj ceniti. Zdaj v bilo kakšnem delu pač delaš, ne? Something to think about, ne? Kaj pa drugače, kaj misliš, Matej, kaj je prihodnost našega podcasta? Podcasta, veš kaj sem razmišljal? Napište, dej, gledalci, poslušalci, če bi mogoče malo updatali set. Mogoče? Tako, tipo iste fora, ampak mogoče malo da se ga update. With a bit of spice. Je to, mogoče je malo... Jaz predlagam klimo. Klima bo definitivno, ampak zdaj bo zima. Gretje, oboje rabimo. Pač couch bi lahko imeli, ja. Couch. Čeprav pol bi bili, jaz bi po mojem včasih zaspal. Ti bi definitivno zaspal. Ne vem, po moje tako malo bolj ojačati, kaj nas je naredilo dobre, kaj nas dela dobre, upam da, in zboljšati še na to. Kot smo že rekli, valjo, ne bi lahko še malo več dali. Veš, kaj sem hotela tudi reči, da tudi mi kot prijatelji 4 smo imeli veliko upsov in downsov, ampak na koncu smo vseeno prišli skupaj in tudi naša kreganja, moj spori recimo z Juretom, ki jih je bilo več. Spor je bil samo eden in zaradi... 2. Aha. Walaj. Ja? Kaj se nismo skregali? Ja, in kjer je drugi? Za večerjo. Jaz se nisem skregal. Ne, ti si se kregala. Ja. Pač. Tudi se je danes probala, ne vem, če ste opazili. Bili, če ne daš krega nazaj, pač... Ne, pač, jaz rabim to jezo, da dvani sebe in ko jo si slišala za šport ali pa za kanaliziranje jeze drugam? Sej smo tudi to že pravili, da pač ne daš kar jezo ven, ampak premisliš malo. Ne veš kaj? Sem izmozgana, danes sem 7 ur sedela na predavanju. Raz? Jaz tudi, tako da pa delujem. Pa si na predavanju nepremičnine, ker ti govorijo o poslovnih zakonih, o zakonih. Ja, ne, sem imel malo bolj zabavno predavanje. Ja, ne, ni bilo tako predavanje. Ne veš, kaj sem jaz opažal mogoče pri meni in tebi, Jura, da
zdaj, ko smo malo videli te naše številke, da so zrasle in delamo to že 2 leti, kot da smo se malček začeli čuvati, kaj bomo rekli. Ja, definitivno. Ne iz vidika eno je, da smo bolj odrasli, da pazimo, kaj rečemo, eno pa, da mogoče smo izgubili naš tik, naš firecheck, mogoče to malček. Moraš paziti za neko zdravo mejo med tem, da si pač poveš vse, kar hočeš, ampak na pravi način. Mislim, je tako, safe stran, grozna stran, the middle. Mi smo po moje full hodili po the middle, zdaj nas je malo nagnilo preč na safe. Se pravi, po moje to full, ker na začetku, recimo, veš, ko delaš kakšno investicijo, recimo, ne? In če hočeš služiti full denarja, takoj boš investiral full tvegano. Pač mi smo šli full po robu, zdaj pa, ko smo že naredili nek denar, vlagamo tako. Manjše cifre in manjši return. Ampak da ga naredimo še malo več, mislim, da moramo priti nazaj na to malo sredino, da zdaj riskiramo nek step. Jaz mislim, da ampak na sredino, ampak še vedno nagnjeno na varno stran, ne na drugo. Jaz ne vem, če je to mogoče tako spremeniti, ker se mi spremenimo. Pa sej to, kar je Alja rekla, zdaj rabite spet neki, da vas breakthrough, da vas puša spet malo gor, ne, nek risk. Jaz bi rad mogoče dal več, value ljudem, v tem smislu, da imamo goste, ki tudi, kot smo imeli recimo to psihologinjo, mi je bilo zelo dobro, smo lahko delili in pomagali dosti ljudem, pač tako, da bi tle pomagali. Ampak tako. Ne smemo pa zamenjati. Za reč našo sprdnjo za valjo moramo imeti nekako oba dva ustvariti. Pa sej lej, lahko da se tudi ti spremenjaš, pa ti niso več iste stvari pomembne, kot so ti bile par let nazaj. Mogoče zdaj ti je bolj pomembno, da izdajaš ven nek content, ki pač lahko koristi več ljudem ali pa pomaga, ali pa se jim pride do kakšnega zavedanja, kot pa da pač samo se zabavaš in nekoga nasmejiš. Ja, ma po eni strani tudi pa ne smemo pozabiti, kaj je naš kor, kaj nas dela nas, ne. Meni je recimo ta epizoda, ki je bila tako bolj mišljena k temu, da pravimo pomagati ljudem. Lej, se mi zdi, da raje, kot da imamo 40,000 ogledov in imamo recimo goste, ki ne dajo nobenega vrednosti. Mislim, po eni strani je zabava vrednost. Ja, ampak se strinjam. Ali pa damo recimo nekega takega gosta in smo mogoče enemu človeku rešili življenje, zdaj to je far-fetched, ampak ali pa izboljšali življenje, se mi zdi ful več vredno. Ker se mi zdi, da ljudje podcaste gledajo, poslušajo ponovadi z namenom, da nekaj odnesejo tega, se nekaj naučijo preko, da se zabavajo. Ne, niti ne, veš. Odvisno kjerega. To je odvisno od vsakega. Recimo jaz jih ne poslušam, da se nekaj naučim, jaz jih poslušam zato, da se zabavam in nasmejim. Poslušam nek podcast angleški, ki se zdaj kliče Nearlyweds. Tam se pogovarjajo o tem, kako gre nekdo na polje, pač ne vem, kakat ali neki, ali pa kako se je zaročil, ali pa kakšno nezgodo je imel nek seks funny story. Pač jih ne poslušam, da se naučim, ampak je odvisno od posameznika, kaj hoče. Recimo ti rajši poslušaš nek self-growth ali neki, jaz rajši poslušam to, štekaš. Mislim, nam so full folk pristopili do nas in so rekli, da pač ob našem podcastu se lahko sprostijo, malo nasmejejo. Tako da mislim, da tlih tega ne smemo pustiti. Ja, pa če odvisno od vsakega posameznika, kaj hoče odnesti. Meni ni zabavno poslušati self-growth, tebi pa je, pa pol misliš, da je vsem to zabavno, pa ni, ne? Po moje lahko, naša prihodnost je mogoče v temu, da imamo goste, ki prinesejo vrednost in da je narejeno za da je podcast zelo lahkotno poslušljiv. Veš, kaj hočem reči, kot Kolher Daddy, ona je imela na začetku čisto seks, zabava, bla, bla, bla. Zdaj pa naredi miks tega, da pripelje gosta, ga vpraša o njegovem življenju, grejo čez njihove travme in to, kako so šli oni čez to in kako bi lahko pač pomagali ljudem v podobni situaciji in pol na koncu jih da, ne vem, fire questions o sex life in take stvari, da pač da še to, za kar original poslušalci poslušajo njen podcast. Ja, in naredi oboje in tako raste ona in njeni poslušalci. Jaz mislim, da jaz sem se kot človek spremenil ali pa mogoče bolj usmeril v nekaj drugega, tako se mi zdi. Jaz tudi, recimo, jaz že zadnjem času ful čutim, da moram ful več brati. Si začel? Ja, sem začel, ampak sem opazil, to pa sem jaz res, zdaj sem malo opazil, da sem mogoče res malo zasvojen tudi s telefonom. Ker recimo provam brati in pol kar vmes, veš, ko postane težko branje, kar vmes mi gre tako roka in ono, what the fuck je z mano? Ampak fare, da ono, ne gledaš nič, samo ga veš. Ne, ga odklenem in ono prem in pol ono spet sem mogel, to se pravi, ki sem bral nek težji tekst in vmes, veš, ki so kakšne besede, ki so težke in pol ono kar možgani reče, da je to pej na telefon je najlažje iti, ne? Jaz pa menim, samo možgani grejo na 100 drugih stvari, ki se mi trenutno dogajajo v življenju in samo pač gledam une besede, recimo, da berem, pa ne vem. Ja, zone outaš v bistvu. Ful težko se skoncentriram na dejansko kar. Mislim, jaz sem enega kolega, ki je full osvojil, on je bil zdaj full off grid v vseh pogledih in je več ali manj meditiral
cele dneve. Brez telefona, brez nič in je delal to pol leta. In? In sem se pogovarjal z njimi, so se zmenili, da se dobimo en dan, da mi pove, kako se malo, pač je rekel, da z veseljem mi pomaga, ne? Da mi pove, kako je on se odmaknil malo od vseh teh stvari. Ker se mi zdi, da jaz sem zdaj prišel v neko obdobje, ko moram pa, meni je bilo, ko sem šel na Bali, mi je bilo rešitev iti na Bali, sem rabo to. Zdaj pa rabim iti v neki, ni rešitev, da grem potovati, je rešitev, da najdem nek odgovor nekje v eni knjigi, to čutim, da imam nek odgovor tam. V glavnem ste čuli, da ti po Ljubljani si odrežal tiča in je izkrvavel. Kaj to je bilo uno na Zmajskem mostu, ki je nekdo umrl? Ja. Ker jaz sem se tako pol ure prej peljala čez Zmajski most k sebi domov in pol mi reče Lara, ma veš, da se je tle ubil nekdo uno en dan prej in je skaj, pač točno tipo za čas kosila. Kaj je izkrvavel, verjetno? Ja, je izkrvavel. In pač ne morem verjeti, sem bila šokirana, cela policija je bila tam, ne vem kaj, vse je noro. Kaj misliš, da je ta tip razmišljal? Prav zanimivo, zakaj bi si... Na Zmajskem mostu. Kaj ti je zmajček... Sacrifice. Ma to je slišal legenda, če si ga odrežeš in daš zmaju, dobiš... Ne vem, Kaj je hotel s tem doseči? Pa se je hotel ubiti, to je bil njegov način. Ja, lahko je to transition v žensko. Kaj, če je bil zdrogiran in pa se ni zavedal, kaj dela, to je tudi opcija, ne? Ker sam sebi nisi sposoben. Ti si sposoben odgrizniti svoj prst kot korenček, ampak zato, ker pač imaš to povezavo možgani prst, da je to tvoja roka, pač ne narediš tega, štekaš. Tako da zavestno, po moje, on tega ni naredil, razen če je imel kakšen chemical imbalance v glavi, pač ki pol ti nisi ti, ali pa da je bil pač zdrogiran, ne? Ker sam sebe nisi, dobesedno nisi sposoben raniti. Mislim, po moje, tudi ko si na težkih drogah, ni da greš. Ma ja, veš kaj, snip. Sej to. Po moje, ne vem, kaj bi lahko bilo. Verjetno je nek psihološki razlog. Mislim, da ne more... Kaj bi hotel s tem doseči? Zanimivo pa, da je, če je želel narediti samomor, zakaj na tak način. V glavnem, mi smo malo pozni na to temo, ampak lahko so mu ga odrezali vesoljci. Kaj ste videli, da je Mehiko prišlo ven z vesoljci? Smo videli. Mehiška vlada je razglasila vesoljce. Jure, vesoljci obstajajo, ja ne, oni male mumije. Ne, jaz poznam Chicas in Mexico. To so iz drugega planeta. Ne, pa je, da sem slišala, da kao obstajajo različne sorte, da so rekli, da obstajajo. Da so taki, ki izgledajo kot vesoljci, da so ena sorta, ki živijo med nami in so vesoljci, ampak pač so zakrinkani kot mi. Oni shapeshifteri. Ma ja, ne, uno so skinwalkeri. Skinwalkeri. In bolj še ene par sort, v glavnem, da so baje rekli, da jih je. Torej, verjamemo, je uno pravi vesolec, meni uno zgleda kot vesolec. Ne vem, ampak sigurno bi bilo zelo naivno verjeti, da smo sami. Mislim, ne na svetu, v vesolju. Mene iskreno ni prepričalo še to, vse to, kar je bilo objavljeno. Jaz ti pravim pač, da ni, ne vem, če bi rekla ja ali ne, ampak je malo naivno razmišljati, da smo sami v celotnem vesolju. Ne? Mislim, meni je bizarno samo to, da so bili taki mikeni. Ne si predstavljal neko ogromno bitje. Pa vse to je ful odvisno od unega planeta, ki reče, če je ful visok pritisk, bo manjši. Pač odvisno, kakšen je ozračje, ne? Veš, koliko pritiska dol. Zdaj smo znanstveniki postali. Ja, meni je bilo to najbolj bizarno, da so dobesedno na polštroga prinesli, evo, vesolčka. Ono je izgledalo preveč komično. Ste videli njihove ustnice? Kakšne so? Zdaj nimam v glavi. Član je bil tako. Pokaži sliko. Spomnim, ki sem videla. Ne vem, jaz takrat v uni objavi ni, da sem jih verjela, ampak se strinjam, kar pravi Bili, da pač dvomim, da smo edina bitja v tem vesolju. Kaj, recimo, če bi bila z enim fantom 3 leta in bi te on prevaral tako, da se bi z eno zalizal, bi raje slišala, bi raje, da ti to pove, ali da zadrži, če te ima pač še vedno rad. Ampak pol veš uno, se poroči s tem, imate otroke in pride 80 leta in ti enkrat na verandi pove, veš, takrat pri 21 veš, malo sem z eno cigu migu. Kaj pa boš? Jaz ful rajši živim tipo v nevednosti. Se mi zdi, da pač, če res ni bilo, da ne vem, se je tako napil ali neki, ni to izgovor zdaj, ampak da pač je bilo, da pol nikoli ni izgovora. Da se res mine 20 let in si tisto osebo poročil in imaš njo otroke, rajši živim v nevednosti. Kaj misliš, da recimo pred poroko je prav, da ti nekdo pove vse stvari? Se mi zdi, da jaz imam zdaj tako prepričanje, da vsak odnos, ki ga imaš, mora biti iskren. Ja. In jaz tako včasih bi rekel, da ne bi povedal, zdaj pa bi povedal recimo tako stvar.
Zato, ker recimo... Po mojem je sigurno boljše že, če zveš, da zveš takrat, ko se je zgodilo, ne 100 let kasneje. Veš kaj, po moje ti pol ne moreš spati, ki si misliš, če jaz to skrivam, kaj ona vse še skriva. To ni nujno. Ampak tudi. Se gre bolj za to... Ne, po mojem tudi je pač tak, se mogoče ljubčkanje ni toliko še big deal, ampak pač po mojem tebe mori, pač mene bi fiks mori. Ja, itak da je, itak. V redu, ni mi tak big deal, kot bi mi bil, ne vem, 3 leta nazaj v glavi. Resno, pač. Ampak zakaj razloži to? Ne vem, se mi zdi, da se mi je varanje zdelo, zdaj bom v to ful narobe izpadlo, da se mi je enkrat zdelo ful huje, ne vem, ko sem počula to, naprimer, bilno zgodbo, OMG je prevaral, kako bo ona lahko še bila z njim, kaj je z njo, sploh se ne ceni, ampak je... Ker odnos ni zgolj to. Enih drugih stvari zraven, ki moraš upoštevati, ki sta ona dva, zakaj se je pol Bili odločila, da bo še nadaljevala z njim. Ja, ma vidiš, po moje cela ta kultura vsega je pripeljala na to, da pač folk več ne ceni. Ja, ampak to je tako glavni gradnik, na kateremu se gradi odnos. Ljubček, ne ljubček, član, varanje. Ja, se strinjam. Tudi, če ti pol ostaneš skupaj, pač ta oseba tebe več podzavestno ne ceni toliko in si misli, zdaj pa jaz lahko vse delam v bistvu. Zakaj pa misliš, da je bilo zakaj je varanje tako postavljeno v tako grozno luč? Zveza je zgrajena na spoštovanju in zaupanju. To sta glavna dva gradnika zveze. Spoštovanje, zaupanje. Jaz tebe lahko zelo spoštujem. Kaj pa je varanje sploh? Če nekoga ne spoštuješ, ga varaš. Zakaj je varanje slaba stvar? Ti si moj partner, jaz ti zaupam, da me ne boš prevaral. Zjebeš zaupanje in še ono drugo mi zjebeš. Tudi zakaj bi ti delal, pač če imaš ti eno osebo rad, zakaj bi šel narediti nekaj, kar veš, da bo tisto osebo prizadelo. To pomeni, da je nimaš rad, če greš delati nekaj, kar bo prizadelo. Ne samo to, ampak ti, ko imaš nekoga, nočeš delati teh stvari z drugimi osebami. To je tvoja zavestna in podzavestna odločitev, da ti, ker je tebi se ta oseba tako všeč in si tako zaljubljen, nočeš nič drugega z nobenim, ker se ti vsi ostali gnjusijo. To je bolj fora tega. To ne bo, gnjusijo. Gnjusijo pač ti nočeš... Te ne privlačijo. Ja, te ne privlačijo, se nočeš z njimi ljubčkati, zato ker veš, da imaš ono svojo osebo, s katero se samo z njo hočeš ljubčkati, recimo. Probi naredil The Office look tam v kamero. Ne veš kaj, jaz sem imel... Ja, pač to je zavestna in nezavestna odločitev. Meni se zdi, da vi ste v taki še ful mladi ljubezni. Meni se zdi, da pol, ko si malo starejši, recimo kot sem jaz. Ja, 32 let. 28. Malo drugače gledaš na life pri 32. Ne, samo... Jaz se mi zdi, da se malo... Včasih si ti je zdelo, si bil z nekom, varanje smo skupaj, ampak zakaj si sploh skupaj, je tle vprašanje prvo? Mislim, če se ti zmeniš na začetku, da pač si... Da ne varaš? To ni nujno, lahko komu pač... Ti govoriš, da je varanje tako, kot da je vsakemu to slabo. Pač ti si lahko zmeniš na začetku, da pač imaš lahko odnose z drugimi ljudmi. To je odprta zveza, pol. Ja, to. Pol ni varanje. Ja, ne, ni. Če se zmeniš... Ja, no, varanje je samo, če... Varanje je samo, če sta oba kao zmenjena, da ne bo, ne? Da bi endalo nič drugi. Mislim, to se ne zmeniš, to je tako logika zveze. To ponavadi vključuje to, ko ti reče, že nekdo tvoj fant in nekdo tvoja punca. Razen, če se zmeniš, pa že odprto. Ampak si pomem reči, če greš varat, pač očitno ti nekaj v zvezi ni cool in to ti je bil samo še en dokaz, da pač tam nekaj ni cool, končaj tisto drugo. Ja, pač končaj, ne varat. Ja, itak. Bili bo zdaj šla za 15 minut stran, ker si mora narediti make-up, ki danes po podcastu ima žurko, tako da pejdi, da ne boš zamudila. Je host, folk jo čaka v restauraciji, tako da zdaj bo bila malo samo Alja. Ta boljša čika. Plus, kot je Bili prej rekla, moje prejšnje zveze so bile tako malo za zajebancijo, uživamo punca, jaz več nisem resnega. Ta je moja prva taka zveza, ki mi je meni, moja punca res všeč, hočem potruditi za njo in ko si v taki zvezi, kot je Bili rekla, pač vidiš, da tudi vidiš druge punce med tako, ti ni mar za njih. Ja. Drugače ne gledaš, imaš eno, ona ti je najboljša. Poslušala im podcast in je rekla ona ženska, da pač punce se ne smemo jeziti na fante, če najdejo, so jim privlačne druge ženske, ti, ki vedno, ko te vprašamo, kdo ti je všeč, rečeš moja punca, da pač to je čisto v naravi fantov, samo dok on pač ne acta on it, kako bi se rekla po slovensko, dok pač ne narediš ne naredi nobenega naslednjega koraka. Ja, koraka je pač vse cool, da pač ne moremo se na take stvari. Ti ful si tako, kot da je to, veš, zveza, ti se daš not v škatlo in kot da ne obstaja svet. Tako ti ja, sej, naprimer res. To moraš malo Rimanič pošlihtati pri sebi. Pošlihtati kaj, da se začne varati, what the fuck? Ne, veš, ti greš v ekstrem, ampak si pa res da ne bo kdo razumel, da podpiramo varanje, daleč od tega. Zaupanje in spoštovanje. In če greš varati,
tega ni več. Jaz Tebi vem se pri zdi, sebi, ja. da bi mi pač, da mene bi morilo totalno, če bi me fant prevaral in vem, da jaz ne bi mu mogla več zaupati, ker me že minimalna stvar pač malo v glavi me moti in ne morem več zaupati. Ampak nekateri so taki, ki pač lahko grejo čez take stvari. Ampak, če ti se odločiš iti čez tako stvar, moraš pač vedeti, to se je zgodilo, jaz tega več ne bom metal naprej, smo šli dalje in gradimo od tukaj naprej. Tle mislim, da je nemogoče. Ja. Okej, čakaj. tebi. Je Ja, pol ampak fair, nekako, če si opravičil, ne moreš pol čez 3 leta, ja, ma ti si me takrat prevaral, jaz zdaj lahko to. Ja, sej to, veš, kaj se zgodi? Na dolgi rok se pač zaradi teh pomanjkljivih gradnikov, na dolgi rok, naprimer, jaz in ti smo skupaj, jaz te prevaram, kao zdaj smo cool in pol ti čez 15 let me varaš. Ne? In mi tako mi vtakneš, ja, ma si tu tudi enkrat. Vidiš, to folk dela in to ni fair, sej, da to dela. itak, da ni fair, ja, sej to sem rekla, ravno kar. To ne moreš nikoli tako upravičiti. itak. In zato, ker vidiš, tega zaupanja pol ni več. Sej to, jaz ne vem, moj trenutni stand on varanje je pač ne, jaz tega ne bi delala, ne, jaz nočem, da to moj fan dela in jaz bi končala s fantom, ki mi to naredi. Ampak se mi zdi, da ko odraščaš, gledaš na to drugače. Kar lahko pove nam Jure, ki je tukaj 5 let starejši od nas. Ja, mislim, včasih Mislim, zakaj bi šel zavestno varat? ne, čakaj, da Ne, to- hočem ti samo povedati to, da včasih, ko si mlajši, gledaš zvezo ful enoplastno. Gledaš kot samo, pač kaj, ti si v zvezi kaj, samo ker, kaj, zato ker lahko se ljubčkaš in seksaš s tem človekom ali zaradi ostalih stvari. Zaradi vsega. Zaradi super osebe, zaradi komforta, zaradi, ti pravim, zabavna, ljubezniva, prijazna. In ti pravim, pol to vse je zaupanje pride vmes. Vse, cel komplet se ti zaljubiš v človeka. In hočem ti pač samo reči to, da ko si starejši, pač ti zdi ono tako, se pač samo odločiš tvoj, si lahko daš pogled na varanje. Če ti je deal breaker, ti je deal breaker, če pa ti ni, ti ni. Tako mislim, da vsak se lahko odloči z svojim partnerjem, kar hoče. Ne, da ti gledaš samo iz svoje perspektive to. Ja, mislim, to se mi zdi ful tako normaliziranje varanja. Pač, Ja, sej je vedno bolj, mislim, normalizirano, Ne. vedno več se dogaja, se mi zdi. veš, ko zdaj mi tle govorimo, pač vedva zagovarjasta, vem, da ste proti, ampak tako, kot da je to nekaj, nekaj vsakdanjega. Pač ni, to je fora. Ne. Ni. Ni, ampak na Ne, primer, v bistvu pravim, je. v primeru, Je nekaj vsakdanjega, samo ni, to se dogaja non-stop in vedno se je. meni se zdi, da pač, če moraš iti varat, ok, raje končam z eno osebo in grem pol z drugim. Ampak so ljudje, ki gledajo na te stvari drugače, kaj da ti rečem, in da pač ne judgam več toliko, kot sem enkrat. Ok, imate kakšen limit vidva? Jaz Naprimer, jaz ne bi varal in Ja, nočem, da sem enako. prevaran. Ja. Ok, ampak zdaj punca te prevara, ki je tako limit. Kakšna je taka stvar, ki reče, Odvisno od kje, da recimo, če bi imel s to osebo otroka, bi premislil. Pač, Ja, ali, evo, po mojem- recimo, ali bi šel na razen, ali bi ostal skupaj. Recimo zdaj, če bi bila neka zveza dolga, ne vem, pol leta, 1 leto, Definitivno. bi se pač vprašal. Ne bi pa, jaz nikoli več ne bom igral na to prvo žogo ali na ta prvo, veš, kar ti ono jezo ali nekaj, kar se zgodi, pač bi premislil. Sej ne prihaja iz jede, ampak res Ali prihaja da iz... pride iz jeze, to iz kje pa pride? Iz A ne, ti, žalosti da in greš jeze. varat? Ne, da te nekdo prevara. Si Ja, žalosten. ampak in valjda jezen. mu ti, ne vem, Če bi ti prevaral punco. Da Ja, pa punca si mene žalosten. prevara, Ja, itak. je samo ono, fuck, ok, očitno nisem vreden pač spoštovanja in zaupanja. Ja, to je pač tvoj problem, da si ti misliš to, ampak ja. Ne, to ona pokazala s tem, da Ne, me šla to je varat. prevarala, ona je pokazala, da pač te je prevarala. Ni pokazala, kakšen si ti. kot Ne, ona je človek. pokazala, da nima spoštovanja do mene, ker je šla to narediti. Ampak ona nima spoštovanja za tebe, ne pomeni, da ti ne smeš imeti do sebe. Ona nima do mene. Ja. In zakaj bi bil s tako osebo? To je moj point. Ja. Ti koncu vsega jemliš tega. varanje, ti si ono, ja, ti ono, varanje, ti pa ono, ja, to je to. Ti si pač ono, te prevara gotovo, čau, ne? Bašta. Ja, ti imaš pač tak take. Ok, To je pač tvoj pogled in jaz ga respektam, samo pač moraš tako pač videti, kakšno je stanje v zvezi, kje je v zvezi, zakaj se je to zgodilo, ali si, ker verjetno, če te nekdo enkrat prevara, najbolj te bo tudi večkrat. ja. Kaj pa to bi šel z eno osebo, ki veš, da je prevarala bivšega? Jaz ne. Ker to pomeni, da ima v krvi. Ok, čakaj, bi šel, ampak ne bi šel v zvezo. Aha, ok. okay. Ejo. okay. Ok, zdaj vprašanje. Če te... Kaj je varanje? Ne? Kaj je varanje, da greš ti v striptease klub? Najprej to. To je varanje. Jaz mislim, da ne. Ne. To meni tudi ne zdi varanje. To je pač kot da bi šel Gledati živalski vrt. Jezus, gledati avte. Ja, dobro, no pač samo opazuješ nekaj.
Ne, drugače lahko ti tikaš. No, se je tle malo bolj bizarno vprašanje, Provokativno. provokativno. Ena ženska pristopi na žurki s tvojimi frendi do tebe, ti imaš punco. Greste v hotel. Ona se sleče, ti se slečeš, ti si na eni strani sobe, ona na drugi strani sobe, ti si ga daš na roko, ona si da na roko. Lahko Kaj je to samo varanje? zvem, kje ti to pobiraš, tako vprašanje? To sem... Bil je v hotelu, Ne, to sem en dan sanjal. Matej, ni varanje. In če si to sanjal, je varanje. Ne, pač bizarno je bilo. Sanjal sem, da Ti je, sem bilo, jaz... ti je ne, pasalo, samo povedz, če ti je pasalo. Še bolj je bilo čudno, zato ker jaz sem sanjal, da to je naredil moj kolega. In jaz sem bil z njimi v sobi in jih gledal. In ti nisi se ga drkal kao. Ne, jaz Ti sem si gledal... bil, pa čakaj, to zdaj je varanje. Jaz sem... ali ni Ne, varanje? dobesedno smo bili Ne, on se tako, počuti, da on vara. Ne, čakaj, dobesedno sanji so bili tako. Ker Jaz ga sem si ti... gledal kolega ali punca? Najprej kolega, da vidim, kakšnega ima. V glavnem, bil sem s tabo v Sigurno klubu. da je bila tam punca. Bil sem s tabo... A jaz sem taki vara? Ne, bili smo 3, jaz in še en kolega. In ta punca je pol pač upecala kolega in rekla, Rimanič, pridi z nami pogledat. Jaz sem šel pač pogledat. In pol, kot se je to dogajalo, sem jaz dobil to idejo in to vprašanje. In jaz v sanjah sem klical, Jure, imam eno ful dobro vprašanje za na podcast. Ti si bil, fuck, dejansko, ma ne vem jaz, kaj bi naredil, kaj to je varanje. In pol sem se zbudil in sem se hitro zapisal novce. Zakaj si sploh šel z njimi v sobo? Ne vem niti jaz. Pač ti si ono, pač friend ti reče, dej, gremo vsi skupaj in ti si no, ja, dej gremo, a ona dva sta se pecala, razumeš? In ti ono greš zraven, ko ne razume hintov, da ne ostane zunaj. Dobro, to je bilo v sanjah, ne vem kaj, zakaj. V glavnem tako je prišel do tega vprašanja. Kaj to je varanje zdaj? Gremo nazaj. Ja, mislim, jaz mislim, Ja. da je to varanje. Ja. Mislim, Ampak veš, ono, se nič ne tikajo, nič ne ljubčkajo. ampak potem take je pol tudi pornografija varanje. Ja, zdaj zato vprašam. Ja, zakaj pa to ne? Zakaj, ja, zakaj ne? Pa ker samo gledaš. In ne kaj vem. tam isto? Ja, Tudi ma samo v redu, gledaš. Ma tudi ti to delaš, kaj nisi rekel? Ja, pa se, ko gledaš Ja, pornografijo, ko ti pornič si to... ga daš na roke. Ja, ampak zakaj? Zato sem vprašal najprej za striptiz. Po moje, če je pravi človek pred tabo, če si v isti sobi, je varanje. In da vidiš nekoga nagega, ki je tipo tvoj, živo, je pač tam pred tabo. Ampak ne delaste nič, se ne tikaste. Okay, ne... jaz vam rekla tako, ne vem, če je varanje ali ne, ampak meni ne bi bilo kul, da bi bil moj fant v tej situaciji. Ok, čakaj, ne zdaj pa res tako, še je res retardirano, bizarno vprašanje. Kaj pa, če se veš v isti sobi, samo ti gledaš tam, jaz gledam tam, vidimo se v ogledalu. Veš, vse vidiš, vsi tam, ampak dejansko tudi ne gledaš se. Ti tle v bistvu preverjaš, kaj lahko delaš, in kaj ne, ali kako. Tako je. Matej lahko priješ gledati, ja. Ok, dobro, hvala. Ja ne pač, kje je zdaj to, kaj pride do komaj, da je fizični dotik, je varanje ali že prej varanje? Prej. Mislim, Osvajanje? po moje, če neki, če je pravi svet, to je po moje, mora biti pravi svet, da je varanje. Torej mora biti, kot bi bili v tej sobi Ja, mi 3. ja. Recimo, jaz in Alja in Matej gleda. Ne, pač to je scenarij njegov, Okay, ne? ja, ja. Pač to je varanje. Ja. Ti Kaj? varaš v bistvu, ki gledaš. Ja, kaj to je varanje moje punce, ker jaz vas gledam seksat. Je valjda. Zakaj? Ker si perverzneš prvo. Ja, ma vi, čakaj, to je varanje. To Ok, praši, kliči punco in reči, Ti bi bilo kul, če bi jaz to delal. Ja, mislim, to je zelo to je akt varanja. Ampak ni varanje. Zdaj gremo na najboljši del tega podcasta, vprašanja. Zakaj imam jaz to bombolo med nogami? Zato, ker to je bilo malo spicy. Jaz bom šopal heli in bral naša vprašanja, ki smo jih dali na Instagram. Vsi follow Instagram, pa nas lahko kaj vprašaš, s tem vaše vprašanje bo bilo v podcastu. Čakajte, da se napumpam helja. Ans Turkel, kaj bi rajši, da ima čokolada okus po dreku ali drek okus po čokoladi? Dreko kus po čokoladi. Drek okus po čokoladi? mislim, kaj bi raje preferiral, ne bi nič, ampak po moje raje bi jedel čokolado Ja, pod dreku. čokolado pod dreku. Ker? Ti bi jedel drek? Če ima okus po čokoladi? Vse bakterije in bacile. A, v redu. Malo bolj odporen pol. Ok, Tilen _ Vidič 9-3. Kaj raki v vodi mislijo, da ribe letijo? Ja. Ja, po moje ja. Zna biti, ja. Po mojem, Zna biti. raki sploh ne mislijo. Tak način. Tudi res. Anže Pika Skrbec 8. Ali ste že kdaj zakomirali? Uf. V kakšnem Letos poleti smislu? 4-krat. Ola, Jure, si bil kdaj zakomiran? Kaj to pomeni, da kaj?
To pomeni, da blackoutneš in se nič ne spomniš in zaspiš. In meni potem se zbudiš malo naslednji vrti. dan doma. Sandra Novak 88, najljubša stvar na partnerju, ki jo iščete. Meni so ful pomembne oči. Oči. Tako vizualno. A govorimo, Lepi Oba, zobi okej. in oči, ja, se strinjam. Meni so ful so že pomembne, strupu. meni so ful pomembne roke, da ima lepe roke punca Res, in jaz da je sem ljubezniva. Imaš lepe roke, imaš lepe roke. Ampak drugače, ja, jaz tudi nisem pomislila nikoli na roke, ok, pač na puncah je to verjetno bolj pomembno. Ampak ko vidim, kakšno punco z grdimi rokami, mi je pravno, Čeprav tudi noge morajo biti lepe. stvala. Ja, Pač. ja, ker pač vidiš in mora biti lušno. Dobro, Beli ne vem. nohti. To so taki malo ik. Ena od mojih kolegic je Pariza imela tipa, ki je bil obseden, pač, da so stopala perfektno, da nimaš, ne vem, pete, une. Ker je imel food fetiš tudi za... Ja, in pol, ko je prišel on na obisk, jaz sem si kar nogavice obuval, mene je bilo kar strah. Da mi Ja, ni bil- videl, da imam oni- Tam smo toliko hodili, veš, koliko žuljev sem imela. Po mojem on hotel ti tvoje nogavice. Eva Pika Pahor, najljubši film. Mr. and Mrs. Smith. Jurček, Meni je ful dober film. Tale. prvi Indiana Jones. Ali ne? Ja. Kako se Je moj. kliče že? Ki igra Tom Hanks. Saving Private Ryan mi je ful dober film. Dobro. Ti, ki boš padel skupaj. Ja, malo Bučkis skupaj. ima, kako ste? Najprej, prvo vprašanje, smo dobro? Jaz sem ful dobro, ja. Jaz sem super, malo se mi vrti. Jure, si dobro? Sem dobro. Super. Kaj študiraš, Alja? Jaz sem na magisteriju menedžmenta, zadnji letnik na ekonomski fakulteti. Jaz rešujem diplomo na umetnostnem faksu, ti, Jure, si končal kašen faks. Ekonomsko sem končal. Dobro. Alja, te kdaj kašen moški užalu? Tako da se prav spomniš, uni tip me je tako užalu. Na internetu večkrat. Si pustiste, da pridejo komentarji do vas? Ja, ko vem, da tudi mene ta stvar moti na sebi. Vem, si se zredila. No, ko in si naslednje glupa. vprašanje, kako ste na to reagirali? Zbrišem komentar. Lol, kar ne vidiš, ne boli. Anzalari, kdaj bo, vroče mi je drugo poletje, Ja, okay. ker producent me je malček zafrknil. Kako ti predlagaš krivdo dobro na druge ljudi? Ja, ne bi mi mogel deliverati bit in bi ga mogel narediti. Komad je spisan. Ti bi mogel najti drugega producenta. V glavnem. Like, share, subscribe in se vidimo naslednji teden. Hvala, ker ste bili z nami čaki. Barberian. Dej, če Barberiana. Shoutout najboljši barber na obali, Barberian in shoutout El Toro. Člani burger. Kakšne majčke imamo še, Jure? Brdan. Dober dan, majčke, najdete na Dober dan. Še shoutout Chicas podcast, pejte poslušati, 3. sezona je začela, vsak teden objavljamo nove epizode. Nasakni se. Najdete nas na Apple Podcast in Spotifyju. Hvala, ker ste bili z nami 100 epizod, gremo do 1000. Ful, hvala, uživajte, lep dan, čau, čau. Mua. Wow. Ciao.